Ljubljanski pohištveni sejem je prostor združevanja, rasti in razvoja. Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je največji sejem te vrste od Milana do Dunaja potekal že 23. leto. Nove ambiente je predstavilo 246 podjetij iz 24 držav. Izkazuje, kako raste naša ustvarjalnost, kako ta ustvarjalnost na področju oblikovanja, na področju industrijske proizvodnje, na področju skrbi za čim boljšo kvaliteto življenja, napreduje ves čas. In dobro je, da imamo sejem, na katerem se lahko vse to vidi in ob katerem se lahko zamislimo, ali smo pri nas, v naši državi, storili vse, da bi to vrstna ustvarjalnost in ta podjetnost dobila ves prostor in vso podporo, ki jo zasluži. Razstavljavci iz 24 držav imajo kaj za pokazati. Prepričan sem, da bomo vsi ugotovili, da slovenska ponudba je enakovredna celotni evropski ponudbi in ostali ponudbi, ki se tu nahaja. Prepričan sem, da smo lahko ponosni na izdelke, ki jih dela naša proizvodnja in da dejansko lahko konkuriramo vsem, potem pa nek kupec odloči tisto, kar je njemu najbližje in najboljše za njegov okus. Mednarodni pohištveni sejem Ambient s tematskimi razstavami ter nagradami promovira oblikovalsko stroko in izpostavlja njene rezultate. Kot je ob odprtju sejma med drugim dejal direktor Gospodarskega razstavišča, oblikovanje ostaja za in zaradi ljudi. Kakovostno oblikovanje ne omogoča samo boljšega življenja, temveč tudi in predvsem boljši posel. Naj sejem Ambient v vseh svojih funkcijah postane ambient, prostor združevanja, rasti in razvoja. Naj proizvajalci, razstavljavci in obiskovalci na sejmu sklenejo dober posel, naj javnost prepozna in spozna oblikovalske presežke. Častni pokrovitelj sejma je veleposlaništvo Finske v Ljubljani, ki se je na sejmu v letu, ko so Helsinki svetovna prestolnica oblikovanja, predstavilo s finskim dizajnom. Njegova osnovna ideja je, da bi bile stvari funkcionalne za vse. Finsko oblikovanje je orodje za inovacije, s katerimi želijo zadovoljiti posebne zahteve sodobnega življenja. I am amazed how strong basis for industrial design, including furniture, Slovenia has. I have been this year already in Bio23 Design Expo and now this Ambient Fair. I have a very strong feeling that we Finns and you Slovenians are sitting firmly on the same boat of trying to make our surroundings more livable. And that's what one can see here also in this fair. Že 7. leto je organizator sejma podelil nagrade 10 najboljših top 10 za izdelke ali sistemske rešitve, ki najbolje združujejo funkcionalnost s tehnološko in likovno kakovostjo. Izdelke je izbrala mednarodna komisija pod vodstvom profesor Janeza Koželja. Letošnji prejemniki nagrade so bili Nikles d.o.o. za stol Frida 752, Pirner Roman SP za vhodna vrata Pure 609, mizarstvo Amek za TV omarico Tramek, Ambienti DC d.o.o. za plinsko kuhalno ploščo Šoltes, Ambienti DC d.o.o. za pečico iChief plus GO 896X Gorenje, Pohištvo Potočnik SP za omaro za gurmane in za kuhinjo Kamen in les, Postelja d.o.o. za posteljni sistem Krka, Remarket d.o.o. za leseni otroški stol Froc ter Tem Čatež d.o.o. za stikalo Touch. The language that the products speak, the materials, the innovation of the product, but also the soul of the product. I can speak for myself if I say that every product in the top 10 of this year has a special language with its materials that are honest and true and that are kind of speaking from the way of living or where the future maybe has to go. The improvement is not, how to say, in spite of crisis, but perhaps thanks to crisis that push companies and designers to look for simple solution and making efforts to be
simple, even with not great resource, not great investment. Pohištveni sejem pa je tudi čas atraktivnih domačih in tujih razstav. Razstava kreativnih oblikovalskih rešitev mladih oblikovalcev pod imenom Top ideje, borza oblikovanja. Razstava povezujemo oblikovanje in industrijo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije je na ogled postavila 13 novih proizvodov študentov Ljubljanske akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Razstava Must Have from Poland, zgodba izdelkov izbranih na natečaju festivala oblikovanja v Lodžu, razstava znamenitih stolov oblikovalca Nika Kralja ter razstava oddelka za lesarstvo Ljubljanske biotehniške fakultete. Zakaj ste se odločili priti na sejem? Dejansko sejem obiskujemo, mislim, da že odkar obstajamo, ne? To se pravi vseh 18-19 let bo že, ne? Tako da že od vsega začetka in mislim, da bomo še kar prihajali, ne? Ker to je dejansko bistvo za nas, ne? Če se dejansko na vseh teh večjih sejmih predstavljamo, tam nas tudi ljudje največ spoznajo, dejansko najbližje smo jim, ne? Mi smo zadovoljni, predstavljamo z našimi novitetami, je pohvalno od vseh obiskovalcev in tudi razstavljavcev, tako da mislim, da bo uspešno za nas in se borimo naprej. Na sejmu smo prisotni že 16 let. Odločimo se za take predstavitve, predvsem, da se prepozna naš izdelek na trgu. Se mi zdi bolj konkretno sprašujejo stvari, bolj jih tiskara res pride, ne samo nek splošen ogled družinski, koliko je včasih bilo, ne, soboto, cela družina za sejem, zdaj pa res konkretno pridejo, konkretnimi problemi, ne vem, konkretno, kaj nekaj delajo, da pridejo sem. Prihajamo na sejem že 4. leto, odziv to leto je najboljše, upamo na čim več strank in pač upamo, da bo tudi še naprej nadaljno sodelovanje z gospodarskim razstaviščem dobro. Pri nas je obisk presenetljivo zadovoljiv. Ljudje se ustavljajo, mogoče tudi zaradi tega, ker imamo malo bolj nenavaden razstavni prostor, kjer smo poskusili združiti reciklažo in nove tehnologije, tako da se že iz Svjerca ustavljajo pri nas. Se pravzaprav tudi pokažemo neki širši javnosti, ne samo strokovni, da smo recimo malo bolj prepoznavni tudi na tem nivoju. Vaš komentar na sejem, kako ste zadovoljni z obiskom? Ja, ker ne morem primerjati glede na prejšnja leta, sem pravzaprav z obiskom kar zadovoljen. Kakšen bo odziv, bomo videli seveda pol na koncu, ampak mislim pa, da smo naredili en tak prijeten ambient tudi na sejmu, ker to tudi pravzaprav oglašujemo, da znamo delati prijetne ambijente. Pomembno sejemsko dinamiko je narekoval tudi obsejemski program. O industrijskem oblikovanju in poslovnih inkubatorjih za kreativne industrije v Veliki Britaniji sta predavala mednarodno uveljavljena britanska strokovnjaka Luke Pearson in Ellen O'Hara. Že tradicionalno pa je na sejmu potekalo tudi arhitekturno svetovanje za obiskovalce. Svoj kotiček na letošnjem sejmu pohištva pa so imeli tudi najmlajši. Na programu za otroke so potekale lutkovne predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana. Zakaj ste se odločili obiskati sejem pohištva? Ker trenutno smo se odločila živeti skupaj, si obnavljamo stanovanje, ker so pa šla malo zbirati ideje. Vaš komentar na sejem? V redu je, zelo stvari za videti, tako da fajn, dobiš zelo idej. Jaz delam na Ministrstvu za gospodarstvo in sem bil poslovno vabilo v tovarni Brest, tako da sem prišel pogledati, kaj se dogaja tu na sejmu. Zanimivo je, človek lahko vidi, kaj se dogaja, kakšni so trendi za opremljanje stanovanj in hiš. Zakaj ste se odločili obiskati sejem Ambient? Ker renoviramo stanovanje, ne rabimo nekaj novih idej. Pa vaš komentar na sejem? Je zaenkrat v redu, no, dosti stvari. Zato, ker smo se preselili in ne bomo imeli novo sobo. Prišli smo zato, ker opremljamo dnevno sobo po 20 letih. Komentar pa, ne vem, zaenkrat bi rekel, da dober občutek. Vidi se napredek, ker sem že hodil v bistvu na ta sejem že na par let. In se mi zdi, da je vsak let boljši. Sva že bila lansko leto, v bistvu letos
preurejava mansardno stanovanje, tako da sva se odločila, da gremo malo pogledati. Kaj pa komentarni sejem? V redu, meni je všeč. Videla sva nekih novih stvari, pa bo najbrž se tudi kaj odločila iz tukaj. A ne? Ja. S kakšnim namenom pa se največkrat odpravite na sejem? Ideje. Kakšno preurejanje doma, kakšne ideje dobiš in to je to. In ste zadovoljni? Zadovoljni. Vsako leto se vračamo. Da smo prišli pogledati za otroka, za kakšno posteljo, sobo, za ta namen. In kakšen je nasplošno komentar na sejem? V redu, lepo. Dosti je za videti, v redu, sem zadovoljen. Letošnji pohištveni sejem je obiskalo 34.000 ljudi. Dodatno so se v okviru sejma odvila strokovna srečanja in okrogle mize, ki so razkrila razumevanje oblikovanja v luči družbene, kulturne, znanstvene in gospodarske situacije. Največ priznanj na sejmu, 10 najboljših, zlato plaketo revije Naš dom in nagrado za odličnost v oblikovanju razstavnega prostora je prejelo družinsko podjetje Mizarstvo Amek za proizvodni program, ki je nastal v sodelovanju z oblikovalci, študenti Ljubljanske akademije za likovno umetnost in oblikovanje.